Antonovem domu v Ljubljani pravkar poteka premiera kratkega slovenskega igranega filma Nebesa pod Triglavom. Film v ospredje postavlja negotove čase italijanske okupacije med drugo svetovno vojno in mladeniča, ki se mora odločiti med odpuščanjem ali maščevanjem. Na današnjem dogodku je na to temo pripravljena tudi okrogla miza z zanimivimi gosti. Ana Raščan, lep pozdrav v središče prestolnice. Kdo so torej gostje, ki danes razpravljajo o zgodovinsko pomembnih temah? Ja, lep dober večer tudi nazaj v studio. Tukaj, ja, kot si že rekel, iz središča Ljubljane. Ja, tukaj so vrata, ki vodijo v dvorano in pravkar poteka okrogla miza, zato mogoče jaz malce tiše govorim. Zanimivi gostje, kot si že omenil Miran, gospod Borut Pahor, pa dr. Mitja Ferenc, Peter Hribar in še kdo, kaj več bo seveda povedal gospod David Cipoš. No, naj pa povem, da se bo, ko se okrogla miza konča tukaj, bo potekal tudi takšen neformalni dogodek. Tukaj se bodo gostje lahko tudi malce pogovorili, kaj dobrega popili, kakšno kapljico malo prigriznili. Ampak ja, najbolje, da kar povprašamo mojega današnjega gosta, gospoda Davida Cipoša, kaj se bo pravzaprav danes dogajalo oziroma kaj se je že in o čem pravzaprav tale film z zanimivim naslovom Nebesa pod Triglavom govori. Lep dober večer. Dober večer, ja. Ravno kar smo predvajali kratek igrani film, 30 minut dolg, ki govori o usodni noči iz leta 1942. To obdobje je v Sloveniji in v naši zgodovini precej zaznamovano in težko. Veliko rano ima slovenski narod okoli tega in spregovori o tem, kar bi se mogli pogovarjati, razčiščevati, pomirjevati, da so bile napake na vseh straneh in da moramo tudi o tem spregovoriti skozi umetniški jezik, skozi film. Ja, nisva omenila, da je navdihnjen film po resnični zgodbi, je? Tako je, spoznal sem enega gospoda v Clevelandu, ki mi je povedal zgodbo, kako je kot 13-letni deček živel na Brezovci. Takrat je imel tam z mamo trgovino in tam se je dogajalo marsikaj. Tja so hodili Italijani, so hodili partizani in tam se je zgodil tudi en umor njihovih sosedov in to ga je zelo zaznamovalo. Seveda je potem bežal iz Slovenije in se naselil v Clevelandu. Ja, omenili ste že, res gre za precej eno tako težko čustveno zgodbo in najmlajši igralec je, čeprav vem, star 14 let. Tako, glavni igralec je pravzaprav upodobi tega gospoda, ki sem ga spoznal v Clevelandu. Tako da gre za mladinsko zgodbo, ampak ravno skozi oči otrok se mi zdi, da moramo pogledati na to, ker oni so res na nek nedolžen način videli to situacijo, niso videli cele politične situacije, videli pa so, kaj so te človeška čustva in človeške situacije v tistem trenutku bile. Ja, zanima me pa predvsem to 14-letnika, kako motivirati za snemanje tako težke zgodbe oziroma nekaj takega, o čemer on trenutno verjetno ne razmišlja. Sem mogoče poslušala en intervju z njim in je rekel, da ko je prijel orožje, se je počutil kot nekakšen James Bond. Ja, malo drugače gledajo. Je pa res, da so vseeno to že leta, ko začnejo vseeno se malo osamosvajati. Tudi v filmu smo malo izpostavili to, kako on postaja, ni več samo otrok, se osamosvaja od matere, začenja nekako grabiti življenje v svoje roke in to je tudi v tem filmu prikazano. Kaj torej film lahko igralcu da? Seveda, poleg tega, da nekako spodbudi njegova čustva, da začne razmišljati, kaj mu lahko da, ko si ga ogleda? Igralcu da eno, gledalcu tudi podobno, se mi zdi, da predvsem daje to, da znamo pogledati na zgodovino še skozi eno drugo prizmo. Do zdaj se filmov okoli te tematike, okoli te specifične teme nismo lotili v igranih filmih in ta film na nek način orje ledino, da poskušamo zgodovino povedati z vseh plati takšne, kot je bila. Nas potem takem čakajo še kakšne podobne zgodbe? Ja, vsekakor je teh zgodb nešteto. Mislim, da si zaslužijo filmsko upodobitev in upajmo, da bo to ratala pravzaprav serija takšnih in podobnih zgodb. Kje si bomo pa lahko tale film Nebesa pod Triglavom, tisti mogoče, ki si ga niso danes ogledali, kje ga bomo lahko videli še? Ekskluzivno bo ta film predvajan 3. marca zvečer ob 20. na YouTubeu, kjer se ga bojo lahko ogledali pravzaprav vsi, ki grejo na naš kanal. In upam, da takrat zberemo celo Slovenijo, da vidijo to zgodbo in morda ponesejo to sporočilo naprej. Kaj pa je recimo vas gnalo, da ste se lotili te zgodbe, kot sva že povedala, je res ena taka posebna, težka zgodba, mogoče ta pomembnost prav za naš narod, da se to nekako prikaže tudi v mogoče nam bližjih trenutno zanimah?
Jaz se mi zdi, da sem že ves čas tako tisti, ki govori zgodbe, ki jih noben drug ne. Zdaj ne vem, ali jih noče, ali zakaj te zgodbe niso povedane skozi filmski jezik. Kot filmar uživam v pripovedovanju zgodb in se mi zdi, da je tu ena zakladnica zgodb, ki jih moramo povedati, ki pa imajo lahko neki večji pomen in to je, da celimo rane slovenskemu narodu in dajemo neko zrcalo, mogoče da se kaj naučimo mi, pa tudi prihodnji rodovi iz teh zgodb. Najlepša hvala in ja, upamo, da se jih bo čim več dotaknilo tale filma. Tudi nas, ja. Hvala. Hvala lepa še enkrat. Takole, ja, mi počasi zaključujemo in se poslavljamo, ampak naj vas še povabimo, kot je povedal gospod David Cipoš, da si ekskluzivno ogledate tale film in mislim, da je tak deževen dan, kot je danes, čisto ta pravšnji, čeprav gre za težko zgodbo, gre tudi za zelo pomembno zgodbo, torej Nebesa pod Triglavom. Miran, vračam besedo. Najlepša hvala, Ana. Jutri bo zelo toplo za mesec februar, tisti bolj pogumni bi si lahko ponekod